Lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani gostje, spoštovane slušateljice, spoštovani slušatelji, hvala, da ste se udeležili današnjega dogodka. Se pravi, zbrali smo se na online pogovoru, kako se pripraviti in izpeljati dober online nastop, ki ga organizira Fakulteta za upravo v okviru skupine za prenos znanja. Moje ime je Veronika Petkovšek, jaz sem višja predavateljica na Fakulteti za upravo, danes pa bom z vami moderirala ta online pogovor. Najprej naj predstavim naše goste, vsi z večletno tradicijo na področju retorike. Z nami je gospa Saša Einzidler, komunikacijska trenerka in svetovalka. Lepo pozdravljeni. Potem z nami je tudi gospa Nina Dušič Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin. In pa z nami je gospod Nandakumar Čelapan Nair, tudi strokovnjak za področje retorike. Pa vidim, da ga še ni med nami, no, upam, da se nam kmalu priključi. Zdaj, predno začnemo dejansko s pogovorom, pa tudi, no, da še počakamo gospoda Nairja, pa povabim oziroma predajam besedo našemu dekanu Fakultete za upravo, profesorju dr. Janezu Staretu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovane in spoštovani. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko tako v velikem številu pozdravim na online pogovoru organizacije Fakultete za upravo. Tokratni pogovor se nanaša na nujnost in realnost sodobnega časa in smo ga poimenovali, kako se pripraviti in izpeljati dober online nastop. Tudi na tak način želimo podati kamenček v mozaiku veščin, ki pripomorejo k temu, da bi zmogli delovati vedno boljše. Zmogli delovati vsi mi, ta krog nas je širok, mislim na vse tiste, ki smo kakorkoli povezani s Fakulteto za upravo. Ponosen sem, da bodo današnji dogodek soustvarjali trije eminentni gosti, veliki strokovnjaki, vsak na svoj način in vsak na svojem področju. Ta različnost pogledov, ki jo želimo podati tudi preko današnjega dogodka, je nasploh ena izmed značilnosti Fakultete za upravo. Fakultete je z najdaljšo tradicijo izobraževanja za javno upravo v Sloveniji, tudi v širši regiji, in tudi fakulteti, ki ima edina v tej širši regiji mednarodno akreditirane študijske programe na področju javne uprave, EAPA, hkrati pa smo tudi članica EMPA mreže združenja najboljših magistrskih študijskih programov na področju javne uprave. Ker se bližajo informativni dnevi, morda poklikate naše strani, se navdušite za kakšen program na prvi, drugi stopnji oziroma doktorski stopnji, tako da lepo povabljeni. Radoživost, pošten odnos, znanje so vedno dobrodošle vrline na Fakulteti za upravo. Ker je čas dragocen, bom počasi zaključil, da bo več časa ostalo za nova spoznanja, pa morda tudi za ideje, misli, ki nas bodo motivirale k dodatnemu treningu online veščin, morda bodo pripomogle k temu, da se znebimo kakšne treme in pa strahu in se bomo lažje osredotočili na te naše online nastope. Ključ do uspeha je namreč prav osredotočenost na stvari, ki se jih želimo, in ne na tiste, ki se jih bojimo. Tako da veselim se današnjega pogovora. Verjamem, da bomo pridobili veliko zanimivih informacij in pa z željo, da bi se tudi vi vsi veselili online nastopov, vam želim prijetno spremljanje tega dogodka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod dekan. No, zdaj bi še enkrat pozdravila gospoda Nairja, se nam je pridružil, lep pozdrav. Tako da zdaj pa mislim, da v bistvu lahko pričnemo. Zdaj, današnji pogovor bo v bistvu sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. Najprej bomo na hitro rekli kakšno besedo o samih izzivih in priložnostih online nastopanja,
Potem se bomo osredotočili na dobro pripravo na online nastop in na koncu rekli še kaj o sami izvedbi. Zdaj, nekateri izmed vas ste že vnaprej poslali določena vprašanja. Ta vprašanja bomo integrirali v sam ta pogovor. Kdor pa bo med samim pogovorom želel zastaviti še kakšno vprašanje, pa seveda dobrodošlo, lahko napišete kar neposredno v sam chat in bomo poskušali odgovoriti tudi na ta vprašanja, kolikor nam bo le čas dopuščal. Dobro. Zdaj pa kar pričnimo. Zdaj, kot sami vemo, javno nastopanje v bistvu v današnjem času stalnica, spremlja nas skozi celotno življenjsko pot in nemalokrat se srečamo ali z neko javno predstavitvijo, nastopom, pred širšo javnostjo, v skupini, kakorkoli. No, trenutno, zdaj v tem času je pa seveda vse pogosteje online nastopanje. In seveda ob tej priliki se mogoče marsikdo sooča s kakšnim izzivom, predvsem kako suvereno, sproščeno, prepričljivo, zanimivo izpeljati v bistvu nek pogovor, predstavitev, nastop in tako naprej. Tako da najprej uvodoma, kot sem že omenila, bi kar vse goste povprašala za mnenje oziroma za kakšno misel, kakšne v bistvu izzive na eni strani in priložnosti na drugi strani nam prinaša online nastopanje. Pa če bi kar gospa Einzidler, vi pričeli? Upam, da ne zato, ker sem najstarejša, ali ne? Ja, nastopanje je samo po sebi že izziv, pa naj bo to nastopanje pred živo publiko ali pa takole online. Zadnjič me je nekdo opozoril, da je bral neko raziskavo, česa se Slovenci najbolj bojimo. In prav, no, Saša, kaj misliš česa? Pa sem rekla, ja, ne vem, kaj pa vem, ne, sploh nisem si mogla spomniti kakšne pametne stvari in prav, veš, javnega nastopanja. Tako da sem rekla, super, pa imamo mi, ki se s tem ukvarjamo, biznisa do groba. Jaz mislim, da v resnici za nekatere je večji izziv nastopati pred živo publiko, za nekatere pa pred temi online kamerami. Tako da ne moram reči, kaj je zdaj večji izziv, kakor za koga. Hvala. Gospa Dušič Hren. Ja, jaz sem tudi razmišljala o tem, kaj je zdaj manj več, ampak je to težko oceniti. Zdaj stranke mi poročajo, da jim je veliko lažje online. Zaradi tega, ker si v trenerki spodaj, to vsi vemo, da smo se sam zgori uredili v srajčko, imaš lahko svoje zapiske, malo razporediš si, si nekako v svojem okolju, lažje vadiš pred računalnikom, se navadiš. Tako da predvsem bi mogoče tukaj izpostavila, da je zelo velika priložnost zdaj, ko smo online. Namreč veliko več ljudi nas lahko gleda istočasno in se mi zdi, da vsaj sama lahko zaznavam iz svojih izkušenj, da ima zelo, večji reach, več ljudi navdušiš lahko hitreje. So pa svoji izzivi, kot je recimo drugačna priprava, drugačne zanimivosti moraš vključiti, ker je tukaj en medij, ki je med tabo in med poslušalci. Tako da ja, tukaj je pa ta izziv, presež to tehnologijo, prijeti ta pravo energijo. Hvala lepa, bomo o tem še v nadaljevanju kaj povedali. Gospod Nair, kako pa vi vidite online? Jaz vidim samo, kako reče, dobrote tukaj, Ampak pred bomo prišli v dobrote, vsaj 2-3 težke zadeve povem, če imam čas, Prva zadeva, pred kakšnim enim letom sem naredil moje prvo online nastop, predavanje. Ponovadi jaz naredim tiste klasično predavanje. In problem je, sploh nisem vedel, kdo so na drugi strani, kaj delajo, sploh so tam, ali razumejo in kako lahko naprej. In velikokrat jaz sem vprašal, če vi razumete, in je bilo totalno tišina. In to je bilo en šok. In potem, kaj sem odločil? Prosil sem 2 ali 3 ljudje v skupini. Prva skupina je bila 22 ljudje,
In sem rekel, da glejte, rečemo Tadeja. Ponavadi Tadeja je zelo, kako rečem, malo heca. Pametna oseba, rečemo ena. In jaz sem prosil Tadeja, lahko vi rečete ja ali ne, ko vprašam stvari, ne? In potem stvar je bolj tekoče tekel, ne? In pomembno, da na začetku mi rečemo ali mi povemo enega človeka ali dva, prosim, prostovoljte in rečete ali odgovorite ali date odziv, da ne bomo imeli občutek, da govorimo z enim sidom, ne. To je tudi druge stvari, ampak kasneje bomo govorili od tega, ne. Da. Res je tako, ja. Mislim, da se vsi strinjamo s tem. Hvala lepa. Zdaj, če kar nadaljujemo, in se osredotočimo v bistvu na samo vsebino. Pač vsi vemo, da v bistvu vsebina, vsake predstavitve, ali je to online ali v živo, je pač tistega ključnega pomena. Se pravi, vsebina mora biti smiselna, mora imeti rdečo nit. Velikokrat si to vsebino opremimo z PowerPoint predstavitvijo in tudi tukaj se nam velikokrat porajajo vprašanja, kakšen naj bo PowerPoint, kaj vključiti gor, da bo atraktiven, da bo v bistvu pritegnil pozornost slušateljev in tako naprej. Tako da, gospa Dušič-Hren, na kaj v bistvu moramo biti najbolj pozorni pri pripravi same vsebine, predvsem res tudi z tega vidika, da pritegnemo pozornost slušateljev oziroma da ohranjamo na nek način pozornost skozi celotno predstavitev. Ja, se pravi, pri pripravi bi jaz dala poudarek predvsem na manj je več. Ja, se pravi, ko si pripravljaš celotno prezentacijo, super, če si izpostaviš, katere 3 stvari si želiš, da si tvoji poslušatelji zapomnijo. In ko imaš ti tiste 3 stvari v glavi, greš iskat, s katerimi primeri lahko jaz to vsebino podkrepim. In mogoče tukaj, da se navežem na PowerPoint. PowerPoint ni vedno najboljša varianta, ni najboljši pripomoček za to, da bi si naši poslušalci zapomnili, ker verjetno ste že opazili, kaj se dogaja. Načeloma pišemo na PowerPoint zapiske za nas same. In kaj se pa zgodi? Vsako stvar, ki ne bi rada pozabila, dam na PowerPoint. In ko je PowerPointov, ne vem, ko je slajdov že 10, 20, pa prije pol drugi predavatelj, pa jih ima še 10, 20, se v bistvu informacije zgubljajo. Tako da učinkovite predstavitve so tiste, kjer je res, ne vem, so glavne 3 stvari in tiste 3 stvari gledamo, da bomo podkrepili na čim bolj različne načine. Ok, lahko damo en slajd, pa podkrepimo eno stvar, samo dajmo potem za drugo točko, ne vem, povedati osebno zgodbo. Pa če se danes lahko navežemo, saj smo tudi od Nada Kumarja slišali v bistvu takoj zgodbo, primer, in se pravi, to so tiste stvari, ki bojo žive ostale, in zdaj si bomo vedno zapomnili, koliko je težko res online nastopati, če v bistvu ni odziva slušateljev, In na ta način bi rekla, da je to ena učinkovita priprava za online nastop, ker če nekje je pri online nastopu toliko več motivcev, pa pes pride not, pa druge stvari pogledaš, pa telefon ti zvoni, skriješ se lahko in ima poslušalci še manj pozornosti, kakor sicer. Saj ravno to, pri online nastopu dejansko na drugi strani slušatelji lahko marsikaj v bistvu počnejo in hitro preusmerijo svojo pozornost. Tako da mogoče tukaj kakšen nasvet, kako v bistvu to pozornost ohranjati. Mogoče obstaja bilo eno vprašanje med prijavljenimi, obstajajo kakšna zanimiva orodja za povečanje same interakcije s slušatelji? Ja, jaz bi tukaj kar uporabila Zoom aplikacijo. Zoom zelo veliko stvari omogoča, tako da jaz se sama poslužujem in sem zagovornica tega, da navkljub temu, da noben ne sodeluje, moram jaz čim več orodij uporabiti, Tako da kot ena izmed prvih stvari je recimo ta whiteboard, ki sem ga glih kar priklopila. Recimo jaz to vedno za povečanje interakcije, recimo takoj uporabljam recimo whiteboard in potem vse, kar govorim, recimo zapisujem na whiteboard. Tako da zdaj vam bom zapisala orodja, ki vam jih priporočam. Recimo breakout sobe so ena stvar, ki jih Zoom omogoča, če imate plačljivo verzijo, kjer v bistvu razdelite vse udeležence, da imajo samo še enega nasprotnika v svoji sobi in potem, ko se oni začnejo pogovarjati, se v bistvu aktivirajo možgani. Zato bi res priporočala, da če imate možnost, jih kdaj zaprete, posebej, da imajo možnost pregovoriti, pokomentirati, kako jim je. Potem ima Zoom tudi ankete, spodaj boste videli, ko zakupite, da piše puls,
naredite anketo vnaprej, postavite jim vsaj 3 vprašanja, odgovorili bojo zdanje, takoj šerate rezultate in oni tako vidijo, aha, kje smo recimo. Pol meni zelo ljubo orodje je tudi Jamboard. Gre za od Google en tak, eno tako aplikacijo, v bistvu dostopaš preko linka, se pravi, jaz jim v chat dam link in potem oni odprejo ta Jamboard in lahko s post-it listki v bistvu pišejo svoje odzive, komentarje. Naprimer, če bi imela predavanje v javnem nastopanju, ponovadi naredim tako, da odprem en Jamboard, ki izgleda tako kot ta whiteboard, in rečem nekaj, že veste v javnem nastopanju, pa kaj vas še zanima. In potem oni vsi naenkrat 100 ljudi lahko izpolnjuje, ne, in nastaja tak lep miselni vzorc in potem lahko pokomentiram stvari, ki se mi zdijo relevantne in imam že zbrano vprašanje od njih. Ne nazadnje to, kar sem zdaj omenila, je tudi chat, ki ga Zoom omogoča, ki ga vidim že udeleženci s pridom uporabljate, se pogovarjate vmes, lahko pišete vprašanja. In pa ta whiteboard, zdaj bom pa zaključila, ker je teh aplikacij ful veliko, pa bi lahko še 10 minut porabila, ampak mogoče ena stvar, ki jo ne veste, pri tem whiteboardu v bistvu obstaja opcija, da vsi udeleženci skupaj pišejo na whiteboard. Tako da, ko imam delavnice nastopanja, recimo odprem whiteboard in rečem, kaj so pogoste stvari, ki vas recimo motijo pri govorniku in vsi naenkrat si omogočimo in tipkamo. Kako se pa to naredi, pa mislim, da bojo študenti z lahkoto pogooglali pa v hitro dobili nadaljne informacije. Važno je, da poznate, da je veliko orodij, da se da zagotoviti interakcijo, da se poslušate vseh možnih in s tem dvignete v bistvu dinamiko svojega nastopa. No, super, hvala lepa. To nam bo sigurno vsem prav prišlo, bomo preizkusili. Mogoče, gospa Einzidler, vi kakšen nasvet še glede same interakcije, ohranjanja pozornosti? Ja, jaz mogoče bi izpostavlja to, da recimo zdajle je to naše druženje namenjeno mlajši generaciji in mlajši se bistveno bolj znajdejo z vsemi temi whiteboardi, puli, pa tret, in jim je to blizu. Jaz pa velikrat, ko imam online predavanja tudi za starejšo publiko, ki ni vešča vsega tega, je velikrat problem že to, kje se mikrofon prižge, kako naj kamero, kaj moram narediti, da jaz sploh pridem noter v to sobo. Potem, da rečem, naprimer, zdaj vas bom pa razdelila po sobe, kako bomo pa nazaj prišli. Skratka, včasih je lahko veliko porabe vseh teh dodatnih možnosti en element, ki spravi v stres moje poslušalke in poslušalce. Meni se je zgodilo tudi zdaj nekajkrat, da sem delala s podjetji, kjer imajo zaradi raznih varnostnih zadev, ne smejo imeti kamer na računalniku, ne smejo imeti mikrofonov vključenih na računalniku. In na začetku res sem videla, kako me je to stisnilo, zato ker nisem vedela, a sploh me kdo posluša, a so zdaj tam kuhajo, pa ne vem kaj delajo, jaz se pa nekaj matram, pa jih nekaj sprašujem, pa nobenega odziva. Pa sem potem ugotovila kar hitro, da so me opozorili z te njihove službe, da pač ne smejo imeti, ker je pač taka služba. In potem je bilo vse na meni in hvala Bogu za te moje izkušnje, ki jih imam. In sem si rekla, Saša, to je tako, kot ko si imela na televiziji nek nastop, ali pa ko ti pred kamero govoriš, nekaj, karkoli že, tudi jaz tam nimam nobenega, ki bi ga lahko opazovala, kakšen je njegov odziv. Torej, to je zelo podobno in v bistvu sem se nehala sekirati, kadar je takole tema, pa da ne vidim obrazov in dam od sebe največ, kar zmorem. In tukaj pa pride na dan, oziroma tukaj je pa najbolj pomembno to, kako jaz kot nastopajoč pridem pred to neko kamero, pa ne bo to pred takole online ali pa v nek studio, kjer moram posneti neko izjavo ali pa kjer imam nek intervju mogoče. Jaz pred kamero in pred publiko vedno prinašam sebe in ne glede na to, ali je to v živo ali v kamero, se ta jaz začuti. In jaz sem videla, da če sem jaz dovolj dinamična, če jaz govorim zanimivo, če jaz verjamem v to, kar govorim, bodo ljudje na drugi strani poslušali, tudi če so skriti, pa tudi
če, ne vem, so te distrakcije, ki so pri online bistveno večje, ne? Ker med predavanjem, ki ga imam v živo, noben ne hodi, ker tako malo ven, pa na stranišče, pa sendvič, pa kavico kuhati, ko imam pa online, pa vem, da se marsikaj dogaja. Ampak, še enkrat, razlika je pa tudi v tem, kadar nekoga zanima to, kar govorim, kadar so odprtega srca in duha, da hočejo dobiti neke informacije, potem se bodo že potrudili, da bodo tisto uro pa pol ali pa 45 minut, kolikor traja ena seansa Zooma, da bodo tam, da bodo poslušali, da si bodo sami svoje zapiske delali. In kot rečeno, ta orodja je tudi dobro vedeti, kdaj jih uporabljati in kdaj so mogoče čist preveč. V redu, hvala. Zdaj, ker ste ravno, Ane, omenili, da je pomembno, kako v bistvu stopimo pred kamero, kako pričnemo, pa bi mogoče kar z vami, gospa Einzidler, nadaljevala. Ko stopimo pred kamero, je seveda pomemben tudi sam izgled, ne? Kako se uredimo, se pravi, kaj v bistvu tiste neke ključne smernice ali pa mogoče na kaj, česa se moramo izogibati, da ne paše v bistvu ali pred ekran ali pred kamero v studiu, kot ste omenjali, kako smo oblečeni, kakšen make-up in podobno. No, obstaja par zakonitosti prav za nastop pred kamero. In recimo ena od zakonitosti, ki ne velja samo za kamero, ampak tudi sicer za nastopanje, predvsem bolj za ženske, je pravilo več gole kože, ko pokažem, manj me jemljajo resno. Kar pomeni, da ko gremo mi na... Kaj pa za moški? Ja, verjetno, za moške je tudi nekaj podobnega, ne? Ampak, recimo, no pa grem kar na moške. Zgodilo se mi je, da sem enkrat gledala Odmeve zvečer, že pred leti. Takrat so imeli intervjuje, tako da so kandidati v studiu sedeli. Dva sta sedela in novinar je spraševal. In ne vem, kakšna tema je bila, vem, da sta bila dva super eminentna gosta. In moški prekriža nogo in v tistem mu je hlačenca zlezla po nogi navzgor. In nogavice, ki jih je imel ta gospod, so bile kratke. V nekem trenutku jaz, ko pogledam ekran, vidim samo temno obleko, temne nogavice, temne čevlje in en kos nečesa, ki seka in krade pozornost. In jaz pogledam in vidim, da se mu vidi koža in en šop kocin gleda tam izpod tistih hlač ven. In v trenutku, jaz sem se začela smejati, v trenutku je ta človek zgubil vso kredibilnost. Jaz nisem več poslušala, kaj on govori, koliko je on pameten. Meni je bilo smešen, kaj je tiste kocine tam kazal. Verjetno bi bilo isto, če bi jih kazal kje drugje. Ampak, torej, hvala za to opazko, ker verjetno velja res za oba spola. Ampak ženske smo pa sploh nagnjene k temu, da takrat, ko imamo eno tako pomembno stvar, kot je nastop, se hočemo še posebej zrihtati. In včasih pretiravamo z make-upom, pretiravamo z temi umitelnimi frizurami, ki morajo stati ne vem kako, pretiravamo z nakitom. In če se navesimo kot ene novoletne jelke, pa da recimo se vse svet, ali pa da še celo binglja, in potem ropota in smo zelo aktivne. To so stvari, ki kradejo pozornost. Nihče več ne bo poslušal tega, kar jaz govorim, ampak bomo gledali te stvari. Za pred kamero je tudi zelo pomembno, kakšno blago izberemo. Recimo, jaz sem tole izbrala, da vam pokažem na kameri, ne vem, kako je na online sicer, ampak na klasičnih studijskih kamerah to niso primerni vzorci, zato ker migajo, če rečem po domače. Torej, vse zelo barvne stvari, drobne črte, tipe pita vzorci, močne fluorescentne barve, to so stvari, ki kradejo pozornost in niso primerne za kamero. Zdaj seveda, če imam jaz, ali pa če je to en mlad človek, ki ima nastop za svoje kolege,
jasno, ne, pa se naštimaš, pa so lahko tudi barve bolj intenzivne, ampak nočem reči starejši kot človek, no. Ampak s tem, ko mi rastemo, ko raste naša publika, ko rastejo naše teme, ko želimo malo bolj poglobljeno kakšne stvari podajati, ne, je pa fino, da malo poskrbimo tudi za to, da paše ta naš zunanji izgled, da upoštevamo neke določene zakonitosti nastopanja pred publiko. Jaz sam še eno stvar bi sploh puncam rekla, kadar boste imeli kakšen nastop, ki ne bo, ali pa razgovor za službo, ali pa ne vem, kakšen sestanek, dajte se obleči tako, da se počutite dobro. Ne si en dan prej kupiti nove obleke, ne si bog ne daj en dan prej kupiti novih čevljev z visoko peto. Zato, ker tega nismo navajeni in jaz nočem, da ko grem na en pomemben sestanek, da jaz razmišljam, kako me noge zdaj bolijo, pa kdaj bom že te čevlje dala dol, pa kako izgledam od strani v tej novi obleki, ker se nisem imela časa pogledati, pa a se bo zmačkala, ko bom jaz vstala, a ne? Kakšen je material? To so vse stvari, ki kradejo nam našo energijo. Ne? In je fino, da se takrat, ko smo v vlogi enega nastopajočega, počutimo dobro, da poskrbimo s temi zunanjimi stvarmi, a ne? Da se podkrepimo in podpremo, ne pa, da nam še tam odteka energija in potem namesto, da se posvečaš temu, kako fajn izžarevaš svojo energijo, razmišljaš, a me tišči, a se mi je gumb odpel, a kdaj bom čevlje sezula, a mi lasje še stojijo tako, kot sem si jih naštimala, skratka. In cel kup takih drobnarij, ki so zelo banalne, ampak na koncu pomagajo meni, da sem boljša in to je dobro, seveda potem tudi za tiste ljudi, ki poslušajo mojo vsebino. Super, hvala lepa. V redu, zdaj vemo, kako se je treba urediti. Zdaj, poleg tega, da nas mogoče skrbi, kako bomo izgledali pred kamero, se pa zelo veliko ljudi sooča tudi samo tremo. Ali že pred samim nastopom, ali pa recimo trema pride med samim nastopom. Tako da sigurno bo vsem koristilo tudi kakšna smernica, kakšen nasvet, kako se v bistvu soočiti s tremo in kako jo odpraviti, ali prej ali v bistvu med samim nastopom. Pa mogoče kar najprej gospa Dušič Hren, z vaše strani kakšen nasvet? Ja, najrajši dan primer v bistvu mogoče za ženske kakšnega plesa, ne vem, baleta ali pa za moške kakšnih borilnih veščin, ne, in rečem, koliko časa rabi baletka, da naredi eno lepo pirueto, pa da se lahko dobro počuti na odru, ali pa koliko časa nekdo, ki trenira borilne veščine, potrebuje, da nekoga znokavtira. Ne. Kaj hočem s tem povedati, da v bistvu glavna stvar pri tremi je vaja. Kolikokrat sploh imate priložnost nastopati? In kaj pa v bistvu sploh pričakujete od sebe? Ne? Zdaj, če jaz enkrat na leto nastopam, ni drugega pričakovati, kot da me bo skrbela trema in da se bo počutila v bistvu ne samozavestno. In zato jaz vedno vabim vse, da nastopate pred sosedo, pred taščo, pred teto svojo, poklicati sestrično, prijateljice, znance, nastopati na faksu pred svojimi kolegi, se pravi, vaja je tista, ki nas bo naredila bolj samozavestne. Jaz vidim, da čisto vsak dan nastopam, res imam zadnje čase skoraj čisto vsak dan kakšen nastop, delavnico. Vidim, da včasih mi že manjka tiste treme in si prav želim, pa daj priti malo nazaj, moram spet kakšno kavo, da pridem spet v to energijo. Ne? Tako da, ampak danes je Saša Eizidler poskrbela tudi za mojo tremo, ker sem se zgledovala kot majhna že po vas, ko sem gledala vse oddaje, ko sem prav vesela. Še zmeraj pridejo trenutki, ki si tako, še vse začutiš in ni nič narobe s tem. Tako da zdi se mi, da bi bilo fajn, če bi tremo nehali smatrati za sovražnika, ampak bi rekli, wow, pa trema mi je naredila cel ta dogodek pomemben, zdaj se počutim, da mi je pa res, se bom potrudila in bom dala maksimalno od sebe.
Tako da, ker sem tudi govorila recimo s svojim kolegom, ki je znan igralec, sem rekla, ti imaš ti še kdaj tremo, ne? Ti pa res nastopaš, pa ne, res rabiš na toliko veliko teksta na pamet, pa vse, pa me sem tako lepo pogledal, pa rekel, Nina, sem jaz, če ne bi imel treme, to bi bil tako beden nastop, ne. Tako da mogoče to za popotnico, no. Ok, hvala. Gospod Nair, vi, kakšen nasvet, kako naj se obranimo treme? Jaz bom rekel, da lahko eno malo zgodbo povem. Jaz prihajam iz Indije, kljub temu, da rečem, da zdaj sem Slovenec, ne. Stvar je, v Indiji, ko mi gremo na obisk, ponovadi mi ne kličemo, mi kar gremo in trkamo ali posvonimo in gremo noter, ne. In takrat, kako bomo bili najbolj veseli, če naš prijatelj ali prijateljica je sproščen ali sproščena, ne. To pomeni, če on je normalen, ne, če on je prijazen, ne. Odkje prihaja ta trema ali stres? Ker mi nismo navajeni na ena zadeva, ne. Ampak prva zadeva, ki moramo razumeti, moramo biti ponosni, da sploh odpremo našo vrato. To je kot odpiranje vratov vaša hišo, ko prostovoljite za eno nastop. Vi dajte informacijo, vi sam sebe odprete in pokažete, veliko ljudi to ne morejo narediti, ne. In zato prva zadeva, moramo biti ponosni o sebe. Druga zadeva, samosavest, ne. Zakaj samosavest? Če mi ne bomo verjeli sam sebe, kdo bo verjel, ne? In tudi moramo uživati tale tema, ki naredimo, ne? Ker jaz po poklicu nisem retorik, ampak tudi to naredim, ne? Jaz sem zelo strogo tehnološki človek, ampak uživam predavati tehnološke stvari, tudi uživam psihologija, Nina, tebe povem. In tudi imam rad igranje, ne v življenju, ampak v drami vse, ne, Saša, vas povem, ne. In vse to pade skupaj in na začetku, ko sem šel na kakšno osebno dramo v šoli, sem užival. Potem to avtomatično prišel do vloga predavatelj, retorik in zato ena zadeva moramo imeti v glavi, da moramo imeti sebe radi. Ni treba skrbeti, kaj druge ljudje razmišljajo nas, ker na koncu mi moramo biti zadovoljni s sabo, ne. Nisem tak strokovnjak, da zdaj bom dal kakšne psihološke nasvete, ampak moramo imeti sebe radi. In to je to. Vsi mi naredimo napak. So what? Brez problem, ne. Tako je, res je. Ja. To drži. Gospa Einzidler, še vi bi mogoče kaj dodali, kakšno besedo? Ja, trema, jaz sem zelo dolgo časa se že ukvarjam s tremo, ne. Ne toliko strokovno kot Nina, recimo, ampak vseeno. Sem raziskovala pri svojih tečajnikih, zadnje čase veliko delam 1 na 1, en tak hipnotransformativni coaching se reče, kjer dostopaš prav do teh globokih vzorcev, kjer so prvi koraki te naše treme. In če povem, kaj je pravzaprav trema, na koncu, ko jo raziščeš, ko jo razgalaš, vidiš, da je to samo strah, kaj bojo rekli drugi, kako me bojo videli, in to, kar smo slišali, ne je dovolj samozaupanja. In v bistvu je pa res tudi to, kar je rekla Nina. Super je imeti malo treme. Meni se je tudi zgodilo, da je enkrat na enem nastopu, pa res nisem imela, ampak res čist nič. Pa tudi sem imela en tekst na pamet. In meni se je kar fučkalo, kako tisti tekst govorim, in vmes sem se začela kar smejati in mislim, grozen je bilo. In rekla sem si, ne, tega si ne smem več dovoliti. Meni je boljše, če imam malo treme, ne? Zato, ker sem bolj prisotna in to je tako kot stres, ko rečemo, ne? Nastopanje je za marsikoga stres. Ampak gre spet sam za to, da stres ni nujno slab, oziroma saj stres
kot tak, ne bi Nina rekla, sploh ne obstaja. Gre za stresni odziv na določen dogodek, za občutenje nečesa, kar je za nas stresno. Ampak to občutenje malo trena je super, takrat smo bolj v sebi, takrat se nam pogled, bolj se sfokusiramo, bolj smo prisotni, bolj nam možgani delajo, več moči lahko v bistvu aktiviramo znotraj sebe. In to je super. Ampak kje je zdaj tista meja, ki greš pa čez, pa zamrzneš? Ali pa, ko sem doživela enega gospoda na odru, ki je prišel pred mikrofon, pa je rekel, pa sem se zadrževala, da kar ne skočam, pa da ga ne rešim. Ampak kje je zdaj tista meja? In en od načinov, da ne greš čez to mejo, je umirjanje dihanja. Če je zdaj čas za to, da par predlogov dam. Ja, Veronika? Seveda, kar dajte. Umirjanje dihanja, sporočanje našemu umu, da situacija zdaj ni toliko grozna, da me noben ne bo pojedel, da se mi nič ne bo zgodilo in samo že to, da mi dvakrat mogoče globoko vdihnemo in izdihnemo, je to sporočilo možganom, da hej, easy, saj ni toliko grozen. Potem imam jaz zelo rada tehniko hitrega progresivnega sproščanja mišic. In sicer, da napnemo vse mišice v telesu, to je vaja, ki jaz rečem sezuti pancerji. Ker ti cel dan smučaš, imaš nogo not ukleščeno v pancerje. In pol, ko sezuješ pancer, imaš občutek lahkotnosti, pa nisi nič bolj lahkoten, sam občutek je tak. In ko si ti malo nervozen, imaš tudi občutek, da si stisnen. In pol še stisneš celo mišice celega telesa, sprostiš in dobiš v telesu ta občutek ene lahkotnosti. In to je tudi ena super stvar, s katero si pomagam. Jaz uporabljam še ene par tehnik, mogoče na koncu bi pokazala eno, ki jo naredimo preden gremo na nek nastop, da zberemo svojo energijo, da smo pri sebi in prisebni. Če bo čas, jo z veseljem pokažem. Sicer pa ena ključna stvar, in to je pa res najbolj ključna stvar, kakšen je moj odnos do nastopanja. Če jaz sam v sebi govorim, koliko je grozen, koliko mi je to bedno, to mi je pa toliko zoprn, rajši crknem, kada grem nastopati, pa kaj bojo tam ljudje, pa kako me bojo ocenjevali, pa kaj, če se zmotam, pa če imam jaz tak svoj notranji samogovor, potem jaz ne morem narediti dobrega nastopa. Zato, ker misel je podlaga, aktivator mojega čustva. In če se jaz počutim slabo, moram biti pred publiko vesela in nasmejana. Ampak, če se počutim slabo, se tudi vedem tako, prestrašeno. In ne moram imeti dobrega rezultata. Torej, sprejeti dejstvo, da je javno nastopanje nujnost v našem življenju in da je to priložnost, da jaz povem in pokažem nekaj koristnega za druge, za drugim ljudem tudi. In to je vse. In da tako, kot je rekel Nanda Kumar, vsi se zmotimo. Jaz se milijonkrat zmotim, pa so what? Hvala lepa. To je to. Najlepša hvala vsem za te, bi rekli, nasvete. Zdaj pa, ko enkrat na nek način mogoče malo odpravimo to tremo, imamo pripravljeno vsebino, je pa treba seveda ta javni nastop še izpeljati. Se pravi, sama izvedba nas še zanima. Zdaj tukaj pri sami izvedbi je verjetno prvi vtis tisti ključni, kakšen vtis bomo mi zdaj pustili na slušateljih, a bo prvi vtis dober ali bo slab. Tako da ta začetek, vsaj po mojem mnenju, je bistvenega pomena. Tako da, gospod Nair, kaj vi pravite? Kako ustvariti dober prvi vtis pri online nastopu? Jaz bom prišel nazaj na tisto staro zgodbo iz Indije. Enostavno ni kakšna čarovna palčka. Zelo pomembno, da mi moramo biti normalni, sproščeni, prijazni in da smo potrpežljivi.
tale beseda je kar težko, ta potrpežljivi. In tudi najbolj pomembno, da smo mi. In zakaj mi moramo biti prijazni in potrpežljivi? Ker dejstvo je, da online predavanje, spletno predstavitve, vse so prisotni vsaj za 10 do 15 let, ne? Ampak mi res nismo uporabljali. Glede tista situacija trenutno v svet od zadnjega leta naprej, to je realne. In zato veliko ljudi še vedno imajo težave z online platformom, ne vejo, kaj morajo narediti, rato je malo nervozni, ne? In zato kot voditelj, to je naša vloga, da jih podpiramo. In na začetku, vedno na začetku moramo povedati, veste, razumemo, da verjetno imate problem. Ne skrbite, bomo podpirali in tudi bomo pomagali. In je ok, da vi naredite problem ali vi imate težave, to je normalno, to je naravno, ne? In zato, če vprašate mene, ni nič posebnega. Moramo biti normalni in sproščeni. In to je najbolj pomemben prvi vtis, ne? In jaz osebno, ko naredim moje delavnice, trudim, da ne govorim moje ime, ker ljudje ratajo utrujeni na prvi 1 minut. Hočejo brati moje ime in zato rečem, jaz sem Nandu. Zato je zelo pomembno, da vi povete, kdo ste vi, ne? Ampak zelo kratko morate predstaviti. In to je to. In ne pričakujem, da v prvi 5 minut bom naredil tak vtis, da ljudje bodo samo to se spomnili. Tudi je zelo pomembno vsebina ali poznavanje tematike, ne? In zato, ja, moramo poskrbeti za prvi vtis, ampak ne skrbite, če niste lepo naredil tam, ne? Ker vsebina tudi je pomembna. To je to. Se pravi, ključno je, da smo dobro pripravljeni, v bistvu na vse skupaj. Tukaj tudi vidim eno vprašanje iz publike, a ne, kaj pa dobra pripravljenost. In da v bistvu nekako s tem uvodnim, bi rekla, nagovorom pokažemo, da poznamo obravnavano tematiko in jih tudi na nek način mogoče spodbudimo potem k samemu poslušanju oziroma in spodbudimo z uvodnim nagovorom nek interes v omenjeni temi. Hvala lepa. Gospa Dušič Hren, kaj pa glede punchlinov, kako v bistvu prebiti led? Ja, jaz sem tak pristaš, v bistvu, da delamo stvari malo drugače kot vsi ostali, ne? Se pravi, če bomo mi v bistvu vsakič na oder prišli dosti s tistimi že obrabljenimi frazami, obstaja taka manjša verjetnost, da bomo res dobro predrli led, pa da bomo res naredili tisti izjemen prvi vtis, ali pa da bomo rekli, wow, ne, takoj bom spustila telefon, dej, kva ta govori, ne, ful je zanimiva. Tako da jaz predvsem pravim, da je treba naš nastop začiniti. Zato, ker tako kot mi pripravljamo hrano, naša najljubša je jesti rižota, in zdaj, če jaz ne bom dala not soli, popra, kakšne kurkume, če vam je všeč ali ne, bo ta rižota brezvezna. In tako opazujem, ne, da ko govorniki ponavadi skrbijo samo zato, da bodo čim več stvari povedali, ne, ampak to so vse samo informacije, ki jih nizajo, ne. Zdaj, vi veste, kako je, ko slišite v pol ure toliko in toliko velik informacij, ne, ja, hitro jih izbrišemo iz svojega spomina. Zdaj pravim, treba je nekaj srčno narediti, da povežemo to informacijo skupaj, ne. Kaj pa so zdaj te začimbe, ki jih lahko naredimo na nastopu? Najbolj ena taka klasičnih je, da začnemo s kakšnim citatom. Lahko zberemo, če ste dobri v šalah, a ne, lahko zberete kakšno zanimivo šalo. Recimo, jaz imam zelo rada, začenjam nastope s kakšnimi vprašanji. Pravijo, da če postavimo recimo 3 vprašanja zapored, a ne, lahko v bistvu poslušalci začnejo razmišljati o odgovorih, a ne, in jih že peljemo lepo v našo temo, katero imamo. Da ne govorimo o video vsebinah, o kakšni sliki, ki je zanimiva, o osebni zgodbi, ki se vam je zgodila, ne. Tako da, če recimo zavrtite vsak večer en TED govor, ne, TED konferenca je ena izmed najbolj znanih konferenc na svetu. Zakaj? Zato, ker vsi govorniki, ki tam nastopajo, so šli čez ure in ure priprave, ne,
In oni boste videli, kaj naredijo, ko pridejo na oder. Čist noben ne pozdravlja, čist noben ne začne z nekimi golimi informacijami, vedno začnejo udarno, vedno začnejo z neko drugačno stvarjo, kot je začel prejšnji govornik. Tako da, če rabite navdih, zagotovo si zavrte kakšen posnetek in probujte čim bolj ustvarjalno pristopiti k sami stvari. Ker tako, kot smo danes že slišali, bolj, ko se bomo mi zabavali na odru, ja, bolj se bomo imela tudi naša publika, veljajo ti zrcalni nevroni in take volje, kot sem jaz, take volje ste vi, ki me poslušate. In se ne da pol skriti tega občutka. Tako da res si naredite zabavo na odru, da boste komi čakali predati, da pripravite toliko zanimive vsebine, da boste vi navdušeni, da jih boste delili. Ker če se lahko navežem še s tremo, če jaz skrbim za to, da bom predala te stvari, pol neham razmišljati o sebi. In avtomatska posledica je, da imam jaz manj treme. Če se osredotočam na to fajn stvar, ki vam jo moram predati, ki je toliko zanimiva, ki je toliko dobra, ki je zanimiva, in s tem se tudi v bistvu trema manjša. Hvala. Tukaj ravno vidim še eno vprašanje. Kaj pa, če pride do blackouta? Kako pa v bistvu se s tem spopasta v samem momentu nastopanja? Ja, jaz sem imela recimo blackout na svojem zagovoru diplome, pa sem takrat že recimo vedela, da bi se ukvarjala z nastopanjem, bila sem blazno pripravljena, imela sem kolegico, ki je z mano začela to organizacijo, v kateri zdaj delam, in me je res pripravljala, in jaz sva to vadila, in to je bilo noro, in potem pride moja diploma in jaz doživim blackout. Jaz nisem vedela, kaj sem prej govorila, kaj moram naprej govoriti, jaz sem tam stala, meni se je zdelo, da to teče, ne vem, da koliko je to časa preteklo, in sem jaz gruntala, kaj ne zdaj naredim. Pa, ko sem vprašala ljudi po zagovoru, a je bilo to tako dolgo, so rekli, da ni bilo tako hudega. Moj mož je sicer rekel, da je opazil, ampak on je recimo, da je partner te res blizu, pa mogoče ve. Jaz sem takrat naredila to, da sem preprosto klikala naprej na PowerPoint in pač nadaljevala. Zdaj, ko imam več nabora izkušenj, lahko svetujem malo drugačne. Ena stvar je ta, da preprosto, če se nekaj takega zgodi, mi lahko to priznamo. Tako kot smo že slišali, mislim, nič ni narobe, mi smo vsi ljudje, bolj, ko bomo mi iskreni, oni nas bodo začutili. Tako da jaz trenutno, recimo spomnim se tudi zdaj, se mi je to še vedno kdaj zgodilo, sem bila noseča. Jaz sem take blackoute doživljala med delavnicami, očitno vsa energija šla v trebušček, razvija se otrok. Jaz na momentih nisem vedela, kaj se dogaja. Pozabljala ključe doma, telefon, in sem se navadila, da preprosto rečem, a vi meni verjamete, da jaz v bistvu, ne vem, izgubila sem se. Kdo bi lahko povzel, kaj smo do zdaj naredili in kje smo ostali. Na ta način ne samo, da se je dvignila dinamika, ugotovila sem, kje so me poslušali, kje so me izgubili, kako so oni stvari razumeli, in je bilo to dobrodošlo v bistvu, ta moj blackout. Drugi nasvet, poleg tega, da to poveste, pa jih vprašate, kje smo, drugi nasvet bi pa bil, da se malo sprehodite. Namreč, če smo mi v krču in zdaj sam stojim, moj telo nima cirkulacije, in ne more se sam telo sprehajati brez glave. Tako da jaz rečem, ko začneš hoditi, in to v terapijah zelo velikokrat uporabljajo, ti v bistvu začneš se sprehajati, spremeniš in avtomatsko misli takoj začnejo spet se pojavljati. Okay, super, hvala. Gospa Einzidler, kako je pa v bistvu samo tonacijo glasu na nastopu? Na kaj moramo biti pozorni? Ali pa če se nam, recimo tukaj tudi eno vprašanje, če se nam začne tresti glas, kaj storiti? Kako bomo v bistvu zagotovili, da bo naš govor jasen, razločen? Ok, če smo v živo in je veliko ljudi, moramo paziti, da govorimo dovolj na glas in malo bolj počasi. Takole online je sicer, pa če se tudi potrudim, da poskušam jasno povedati čim bolj razločno v tem smislu, da ne hitim preveč. Čeprav je ravno z glasom in s temi poudarki glasovnimi mi lahko tudi delamo malo dinamike. Recimo, kaj bi se zgodilo, če? Zdaj sem za nalašč naredila pauzo. In ko narediš odmor, preden nadaljuješ eno temo, je to nekaj drugačnega od prej in že imaš pozornost. Lahko nekaj poveš toliko na hitro, da tudi mora toliko bolj poslušati, ker toliko na hitro poveš. Lahko nekaj poveš malo bolj potih, malo bolj na glas.
Najbolj pomembno pa je, da govorimo svoje tonalitete. Kaj to pomeni? Da če imam jaz malo višji glas, pa bi rajš imela malo nižjega, ker mi je tako bolj všeč, pa bolj seksi se sliši, to ni moja tonaliteta. In jaz lahko sicer nekaj časa vzdržujem pač nek glas, ki ni moj, ampak prav zelo dolg časa pa ne. In jaz ne morem biti zelo avtentična v interpretaciji, kadar to ni moj glas. Je pa zelo pomembno, kako uporabljam te svoje glasovne sposobnosti ali pa, da imam jasnost moje namere, kaj želim povedati. Recimo, že pred leti sem našla v enem učbeniku stavek: moj dragi je v soboto odšel na službeno potovanje. Stavek, ki ga vsi razumemo. Ampak poslušajte zdaj nianso. Če jaz rečem, moj dragi je v soboto odšel na službeno potovanje. Še vedno iste besede, ampak ta stavek je dobil čisto drug pomen. Moj dragi je v soboto odšel na službeno potovanje. Moj dragi je v soboto odšel na službeno potovanje. Kar naenkrat ta isti stavek ima ogromno nekih pomenov. In zato je pomembno, da res pazimo na to, kaj želimo sporočiti. Za tiste pa, ki ne govorite dovolj razločno, ki ne odpirate ust, vam pa predlagam super vajo, da daste svinčnik med zobe in poskušate govoriti s svinčnikom. Zdaj, če ste res, imate kakšne težave, lahko nadgradite svinčnik, tudi on zamašek od vinske steklenice plutovinast, tisti je še težji. In to nas v bistvu prisili v to, da bolj sodeluje cel ta naš govorni aparat in da govorimo majčkeno bolj razločno. Ni se pa treba takole pačati, ker se jaz zdaj to delam zato, da si boste bolj zapomnili. Toliko glasov. Hvala. Gospod Nair, kaj pa zdaj glede v bistvu same mimike in pa drže telesa? Kako usklajevati zdaj v bistvu glas, mimiko, kretnje zraven? Gospod Nair, ne slišimo vas. Ja, moramo biti sproščeni in moramo biti mi, to od začetka povem, ker velikokrat ljudje sam trudijo učiti, kako morajo biti dobre predavatelji in kakšni ljudje, dejstvo je, da niso rojeni za biti predavatelji. Zato najbolj pomembno, da vejo, o čem govorijo in potem vaja, kot Nina je rekla na začetek. In mimika, jaz vedno predlagam, da moramo biti, kako reče, prijazni. Ne tako, ampak malo bolj sproščeno, na easy. Če imate bolje volje, če imate eno lešalnik in hočete narediti od lešalnika, kar naredite. Na koncu ljudje bodo se spomnili, ta človek je bil na lešalniku, ampak on je odlično povedal stvari. Odvisno, če vi iščete eno, kako reče, službo ali greste na razgovor, potem to ne bo najboljša rešitev. Ampak tudi še ena zadeva, tukaj ni samo mimika. Ljudje tudi veliko dajo na obleko. Tudi gospa Saša lepo je povedala in tudi to sem opazil, naslednjič ne bom pokašal moje mišice. Vse bom pokril in samo možgani bom pokašal. Ampak zelo pomembno, da tudi smo normalno in rahlo uradno oblečeni. Nič narobe. In od tega ljudje takoj vas vzamejo malo bolj resno. Zato bodite sproščeni, eno kratko življenje, kaj bomo komplicirali? Pomembno, da mi poznamo naše tematike. To. Hvala. Gospa Dušič Hren, bi tukaj vi mogoče še kaj dodali glede mimike, drže telesa?
Jaz v bistvu, ko sem razmišljala tudi o tem vprašanju, bi rekla, da bolj ko se jaz koncentriram na mimiko, še posebej, če sem začetnik. Zdaj jaz v tej fazi, ki nastopam vsak dan, absolutno lahko že vem, ki imam roke, kaj govorijo, ampak če nekdo ne nastopa vsak dan in zdaj on pride na nastop in se zdaj ukvarja, kje on stoji, kje ima on roke, kakšno ima zdaj on držo, če si iskreno, kakšen se vam zdi, da bo rezultat? Torej, jaz, ko vam delavnice predlagam, da se ne ukvarjamo z mimiko, ne ukvarjamo s kretnjami, kaj zdaj roke delajo, roke me spremljajo že celo življenje. Roke že točno vejo, kaj morajo delati. Zdaj, če jaz sam še razmišljam, kaj delajo moje roke, se jaz v bistvu dvigujem tremo, nekako bi rekla po domače, psihiram sebe, ampak one že vejo, kaj delajo. Tako da preprosto priporočam, da se z neko mimiko, gestikulacijo ne ukvarjamo v začetnih fazah, raje se ukvarjamo, zakaj je moj nastop tako pomemben, kaj bom jaz počela. In še enkrat, ko nisem jaz tista v centru pozornosti, kako bom oblečena, kaj bom rekla, kaj bom moj prvi stavek, kje bodo moje roke, takrat je trema visoka. Če jaz pa dam občinstvo svoje v prednost, pa rečem, kaj bom naučila, kje jim bo to lahko pomagalo, potem pa jaz veliko lažje žarom na oder, pozabim, kako kaj delam, roke že vejo, noge me tudi nosijo vsak dan, vejo, kaj delajo in se koncentriram na vsebino, takrat naredim doprinos in takrat bojo poslušalci rekli, ti si bila pa kredibilna. Dala si mi nekaj, kar mi je dal misliti, naučila si me nekaj, kar še nisem probala in takrat rečem, ta nastop je bil pa res dober. Ne takrat, kadar nekdo pravilno govori, pravilno artikulira, pazi na govor, pazi na pravilna ločila, to me ne impresionira. Ina, eno vprašanje, pročujem se. Kaj pa za Italijani? Oni kar uporabljajo vse roke. To je čisto drugače. To si ne bi upala odgovoriti. Tukaj je bilo tudi eno vprašanje strani prijavljenih, kako je v bistvu s temi mašili. Zdaj velikrat, sploh če imamo tremo in tako naprej, nekako tisti čas zapolnimo z mašili. Tukaj kakšen nasvet na hitro? Gospa Einzidler, mogoče? Dobra tehnika je, da prosim prijatelje, kot jaz govorim, poslušaj me, pa mi povej, katera mašila jaz uporabljam. Jaz vidim pri svojih otrokih, ki so približno toliko stari, tudi nekateri, kakor naša današnja publika, in tudi sebe, ko opazujem, jaz vem, jaz imam, to govorim vmes, pa kakšen mi pade vmes. Ni jih pa spet toliko, da bi bilo moteče. Zdaj nekateri ljudje, pa sploh mlajše generacije, vidim, da zelo veliko uporabljajo. A veš, kaj mislim? Ali pa še ene par teh mašil, ki se jih zdaj ne spomnim toliko. Zelo pomembno je, da mi, ko govorimo, da jih začnemo zaznavati, da jih slišimo, da jih ozavestimo, kot se reče, ker to je malo da ne edini način, da se jih potem lahko tudi znebimo in da zavestno, ko želimo reči, a veš, kaj mislim, ali pa a veš, ali pa a ne, da se ustavimo in da preskočimo to mašilo. Jaz poznam še sicer ene par tehnik, ki so take malo krute, pa mogoče jih ne bom zdaj razlagala, ali pa eno, naprimer, da imaš tisto elastiko, nimam zdaj tukaj le nobene, na roki in vsakeč, ko rečeš mašilo, ping, pa se vžgeš tisto elastiko, seveda ne toliko, da jokaš od groze, ampak ne toliko, da signal daš možganom, da naslednjič, ko boš ti hotel reči eno mašilo, da boš že možgani, ne, to, ko jih bom fasil. To je en tak zelo hiter način, kako se lahko znebiš enega mašila. Ampak najprej pa seveda treba vedeti, kaj sploh moje mašilo je. Zdaj ni na tebe bo kap, verjetno po takem predlogu, da se... Ampak, deluje pa. Ja, jaz sem imela enkrat eno stranko, ki sem mi v bistvu naročila, da svoj nastop še enkrat posluša in naj sam črtice dela, kdaj je rekel, moški je bil. On me je klical in rekel, Ina, jaz sem zgrožen, jaz sem naštel več kot 100 mašil, sem rekel, vidiš, da ti jaz pol ne morem drugega feedbacka dati, kot da ti sam to nalogo dam. Ja. On je v enem tednu
popravil mašina in še danes govori brez mašin, ker je imel tako motivacijo, ko je sebe enkrat videl na posnetku, ko je preštel svojo mašino, zato pravim, dajte se kaj kdaj posnet, da je to zdaj vedno moj v bistvu način. Ne? Rečem jim, preštejte in potem imajo ljudje motivacijo, da v navadnih razgovorih vedno pazijo in namesto, da bi začeli, utihnejo. Premisliš, kjer stavek boš povedal, ga poveš, utihneš. Premisliš, poveš, utihneš. In se da naučiti. V enem tednu se da. Bravo. Hvala lepa. Mogoče za konec, no, vmes, tukaj sem zasledila še eno vprašanje, vezano v bistvu na razgovore za službo. Se pravi, tlele slušatelj oziroma slušateljica, zdaj se ne spomnim, sprašuje, pač kako je v bistvu z online razgovori za službo. So tukaj mogoče kakšne smernice, navodila, karkoli, da bi v bistvu svetovala, ne? Glede na to, da pač kandidata nimamo v živo pred sabo, da bi ga dejansko tako spoznali. Jaz na hitro lahko rečem samo to, da se podobno pripravimo kot takrat, ko gre v živo, uredimo se, v glavi imamo neko misel tega, kaj si želimo iz tega razgovora, predvsem pa moramo biti mirni. Mogoče je zoprno, zato ker težko je gledati človeka v oči, ker v bistvu, če ga želiš gledati v oči, gledaš dol in ne gledaš v kamero, torej tisti na drugi strani potem nima tega občutka, da ga gledaš v oči. Zato jaz, kadar je več ljudi, takole na Zoomu, si vedno tistega, ki govori, dam čim bliže kameri, zato da čim bliže gledam v oči tega človeka in hkrati tudi v kamero. Predvsem je dobro to, da zaupamo vase, da razmišljamo o tem, kaj mi lahko doprinesemo temu podjetju, kamor nas želijo zaposliti, ne da se že a priori postavljamo v en tak podrejen položaj. Čeprav, kadar smo na razgovor za službo, pa sploh, če smo prvič se zaposlujemo, smo malo v tem podrejenem položaju, velikokrat nam tudi delodajalci to tudi dajo vedeti. Je pa res, da je to zelo različno tudi in da je zelo odvisno, kakšno obdobje je zdajle, malo manj služb, pa je malo težji. Bilo je pa obdobje pred korono, ko so bili delavci dobri, delavci suho zlato za delodajalce in so se delodajalci trudili pridobiti enega dobrega zaposlenega. Tako da jaz pravim samo, dajte zaupati vase v svoje sposobnosti, ampak to seveda realno, ne na način, kako se je, bravo, 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 ker ene generacije so tudi tako vzgojene, da za vsak premik enega svinčnika so bili pohvaljeni, čist preveč, za razliko od nas, malo starejših, ki nikoli nismo bili pohvaljeni. Skratka, najti eno to zdravo mero vsega in predvsem vedeti, da je vsak od nas vreden, da ne glede na to, a kaj naredimo ali ne, imamo to neko temeljno vrednost v sebi, da smo spoštovanja vredni in ne samo mi, ampak tudi vsi drugi in da se temu primerno vedemo in obnašamo. In da si seveda tudi ne dovolimo pa tega, da se nekdo ponižujoče vede do nas ali pa da, ne vem, zdaj po službah, jaz vidim po firmah, marsikaj se dogaja. Tako da zaupati sebi, poslušati sebe in če je slab občutek tudi na strani tistega, ki je prišel na razgovor za službo in tudi če bi dičevo rabo to službo, rečeš ne, zato ker za vsakim ne se odprejo ena druga vrata, ki so mogoče pa boljša. Predvsem to, no. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi se tukaj tudi zahvalila, vidim, da gospa Nina odgovarja še na druga vprašanja, tako da jaz mislim, da v večini, kar ste zapisali vprašanj v chatu, je bilo odgovorjenih. Zdaj, če smo kakšno zgrešili, mislim, da ne, da v večini smo kar povedali že tudi v samem pogovoru, vse odgovore, tako da jaz verjamem, da ste prejeli veliko koristnih informacij danes in nasvetov, za kar se našim spoštovanim gostom res iskreno in najlepše zahvaljujem.
Zdaj, vkolikor seveda boste slušatelji potrebovali še kakšne dodatne informacije, dodatne nasvete, se lahko vedno obrnete neposredno na naše goste preko njihovih spletnih strani, kjer boste tudi našli vse potrebne informacije o raznih seminarjih, delavnicah in podobno, ki jih ponujajo in se jim lahko priključite. Tako da hvala lepa tudi vam, spoštovane slušateljice, spoštovani slušatelji, za vašo pozornost in udeležbo. Želim vam lep zaključek dneva in pa seveda veliko uspešnih tako online nastopov, kot tudi nastopov v živo. Hvala lepa in nasvidenje. Veronika, hvala. Adijo. Hvala, čau. Nasvidenje.